Julij hitro mineva, tako kot vse tisto, kar je lepo in prijetno. Dopusti se bližajo svojem višku in za nas, ki vztrajamo na delovnih mestih še naprej, je nastopil tako imenovani čas kislih kumaric. Kljub temu bomo še naprej za vas iskali zanimivosti iz lokalnega okolja. V današnji oddaji bodite še posebej pozorni na regionalna informacijska točka Europe Direct tudi v Zasavju, festival delavskega filma Kamerad v Hrastniku navdušil. Filmski teden Evrope že vrsto let organizirajo regionalne informacijske točke Europe Direct v Sloveniji v sodelovanju z lokalnimi partnerji ter s Centrom Ustvarjalna Evropa in predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Letos si bo moč ogledati filme v 18 krajih, med njimi tudi v zasavskih občinah. Filmski teden Evrope je nekaj, kar naredimo vse točke po Sloveniji skupaj, in sicer gre za projekt, kjer dejansko ga podpirata Center Ustvarjalna Evropa in pa predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, in gre v bistvu za brezplačne projekcije filmov. Ti filmi so pa ponavadi prejemniki podpore podprograma Medija Ustvarjalne Evrope za spodbujanje evropske filmske in audiovizualne industrije. Nekateri izmed njih so bili pa tudi uvrščeni v izbor za nagrado Lux, s tem pa recimo Evropski parlament spodbuja kulturno raznolikost in pa povezovanje med evropskimi državami. V torek, 13. julija, začnemo najprej v Zagorju, in sicer z filmom Zakaj skačem. Gre v bistvu za film, ki je napisan po knjigi sicer takrat 13-letnika Naokija Higashida. V tej knjigi in pa seveda tudi v samem filmu fant opisuje svoje izkušnje kot negovoreči avtist. Njegovi zapisi se predvsem prepletejo z intimnimi portreti 5 mladih ljudi, ki prihajajo z različnih koncev sveta, in medtem ko vse te vsakdanje trenutke iz njihovih življenj opazujemo, nam tudi Naoki potem razkriva, kaj zanj pomeni avtizem in pa kako se njegovo doživljanje sveta razlikuje od našega. In recimo, zakaj se vede tako, kot se pravi, zakaj skače, ne? Potem nadaljujemo z ponedeljkom, 19. julija. Ta bo v Hrastniku, in sicer v Mladinskem centru Hrastnik ob 19. uri s filmom Kako postati dobra žena. Tu gre pa v bistvu za neke vrste živahno in pobarvito komedijo, ki pa je postavljena v čas, kjer so bile šole za gospodinje, ravno tam nekje v obdobju na predvečer seksualne revolucije, in gre v bistvu za gospodinjo Paulette van der Beek, ki v bistvu neto poučuje, kako je treba izpolnjevati zakonske dolžnosti, kakšne so to spretnosti in tako naprej, ampak ko odovi in ugotovi, da je mož pustil na robu bankrota, se potem njena prepričanja močno zamajajo, tako da definitivno še en zanimiv film. Potem nadaljujemo v četrtek, 22. julija, spet s filmom Zakaj skačem. Ta je tokrat v Trbovljah pri Zavodu za mladino in šport Trbovlje, in pa še v soboto, 28. ta pa v avgustu, pa spet Kako postati dobra žena, bomo pa v kulturnem centru Litija. Od 1. pa do 3. julija je v Hrastniku potekal Kamerad, prvi in edini filmski festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu. Umeščen je bil v lokalno okolje zgodovinskih mejnikov delavskih gibanj s tradicionalno rudarsko in steklarsko delavsko kulturo, ki mu daje priložnost projekcije filmov izpeljati v svojevrstnih lokacijah. V Rudniški jami, kompresorski postaji in bivši delavski kopalnici Vašhavi. Več pa organizatorka Nina Kauzar. Od 1. do 3. julija je v Hrastniku potekal prvi festival delavskega filma Kamerad. Pripravili smo bogat program z projekcijo 13 filmov in pa bogat spremljevalni program z različnimi okroglimi mizami, delavnicami, otroškimi delavnicami. Sodelovala so tudi lokalna društva, tako da je bilo zelo pestro. Na naše vabilo so se odzvali kar precej gostov, tako da z veseljem sporočam, da sta se našega festivala udeležila 2 velikana jugoslovanskega filma, bi rekla. To sta gospod Želimir Žilnik ter gospod Karpo Godina. Drugače so se nam pa pridružili tudi režiserka Maja Weiss, član ekipe En Knap, Luke Thomas Dun ter mnogi drugi gostje.
Vsi so bili zelo navdušeni, predvsem tisti, ki so prvič obiskali Hrastnik in si prvič recimo sploh ogledali Rudniški rov. Nad tem je bilo največ navdušenja, drugače pa tudi ostali objekti, v katerih smo pripravili projekcije, so pustili kar močan vtis na obiskovalce. Mislim, da je prvi festival kar presegel naša pričakovanja. Udeležba je bila super, odzivi so odlični, tako da imamo veselje in zagon, da naslednje leto nadaljujemo z našim projektom Kamerad. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli prispevali k izvedbi prvega festivala, predvsem ekipi, super ste in res je bilo pravo kameradsko vzdušje. Poletni meseci so kot nalašč za najrazličnejše dogodke zunaj, pa naj gre za glasbene ali kakršne drugačne vsebine. Pestro bo tudi na Valvazorjevem gradu Bogenšperk, kjer so letošnje poletje pripravili 2 sklopa. V prvem so kulinarične vsebine s poudarkom na domači, lokalni ponudbi, drugi pa je glasbeni, a o tem v prihodnje. Kulinarični dogodki so bili vedno dobro obiskani in v javnem zavodu Bogenšperk so prepričani, da bo tako tudi tokrat. Mi smo s festivalom Bogenšperk začeli sicer že konec junija in od takrat imamo zelo veliko dogodkov. Zdaj pa so pred nami v bistvu 3 malo večji in tudi kulinarično obarvani. Torej ta petek vas povabimo lahko na koncert Le Richter in sicer v atriju gradu Bogenšperk. Potem naslednji teden pa se začne en tak sklop kulinaričnih dogodkov. V petek 16. julija vas povabimo na Okus iz gradu. To je v bistvu en tak kulinaričen večer, ko se predstavijo lokalni ponudniki hrane in pijače. Takrat bodo obiskovalci imeli možnost okusiti različne kulinarične kreacije teh ponudnikov. Vstop je prost, potem pa seveda hrano na samih stojnicah prevzamejo, predtem pa na vhodu v gradu lahko v bistvu kupijo kupon, s katero zamenjajo potem hrano na stojnicah. Tak dogodek smo izpeljali že v letu 2019 in je bil odziv zelo lep, tako da se nadejamo takšnega obiska tudi letos. Potem takoj naslednji teden, torej 23. julija, pa imamo na gradu Bogenšperk dan penine Wagensberg. Takrat bo nekako v glavni vlogi ta naša hišna penina Wagensberg. V bistvu bodo na voljo vstopnice, s katerimi bodo lahko obiskovalci v bistvu dobili 5 doživetij, tako kulinaričnih kot tudi malo drugačnih, več na samem dogodku. Sicer pa bo še en kulinaričen večer, kjer, kot sem že rekla, bo v bistvu vsak obrok oziroma vsak krožnik malo obarvan s penino, našo hišno penino Wagensberg. Takoj naslednji dan v soboto pa napovedujemo en tak čudovit glasbeni spektakel in sicer večer pod zvezdami, koncert Nine Pušler in sicer torej v soboto 24. julija ob 8:30 uri zvečer. Tudi Nina je že imela pri nas koncert v letu 2019 in kot recimo lahko zdaj opazim, se vstopnice lepo prodajajo in bo obisk po moje še malo večji, kot je bil 2 leti nazaj. S tem nekako torej zaključujemo ta sklop, potem pa smo že v avgustu. Ja, ponudniki so sicer že znani, nekateri se sicer še odločajo, tako da bodo recimo zadnji moment, verjetno še kakšni novi, ampak rdeča nit tega dogodka in tako želimo, da res ostane tudi v prihodnje, je, da se na tem dogodku predstavijo lokalni ponudniki. Se pravi, dajemo možnost, ne vem, lokalnim kmetijam, čebelarstvu, skratka tem, ki sicer morda se ne predstavljajo kot na kakšnih sejmih ali pa takšnih kulinaričnih dogodkih. Tako da od povabljenih so se odzvali recimo ekokmetija Vodnjov, čebelarstvo Dremelj. Veseli smo, da se nam letos pridruži tudi turistična kmetija na Hribčku, pa seveda naša domača krčma. Tako da to so le eni izmed ponudnikov, ki
so recimo zdaj že znani, kot sem pa rekla, zagotovo se bodo še pridružili, nekje okrog 10 ponudnikov se ponavadi predstavi. To sem zdaj v bistvu naštela hrano, potem pa imamo še seveda pijačo Volk Turjaški s svojim butičnim pivom, vina iz vasi Slap v Vipavi, ki so tudi naš partner na gradu Bogenšperk v vinski kleti, tudi Brda se bodo predstavila in pa seveda vinska klet Metlika, ki je tudi v gradu Bogenšperku, Grajski kleti, ima svoja vina. Več o sami penini smo že verjetno kdaj govorili, oziroma način, kako je pripravljena, je zelo poseben način. Torej, oni so si zamislili posebno formulo samo za to našo Wagensberg penino. Ideja je bila že kar nekaj let, da se pač ustvari nek produkt, ki bi potem bil kot protokolarno darilo, ki se bi postregel tudi na takšnih dogodkih. Tako da smo skupaj z Brdi, s katerimi že sodelujemo, predvsem pa sodeluje naš krčmar na gradu, sklenili, da nekako pripravimo en izdelek. Oni so nam seveda pomagali na ta način, da so pač to vino oziroma to penino pripravili. Potem pa je nekako stekla ta ideja, sedaj je penina res prisotna na veliko dogodkih, tudi v protokolarne namene in pa možnost seveda imajo tudi obiskovalci nakupa te penine, tako na gradu kot tudi v Ticu v Šmartnem. V mestnem parku v Trbovljah so postavili hotel za žuželke, ki je namenjen koristnim insektom iz našega okolja in jim nudi varno zavetje. Te žuželke s svojim obiskovanjem rastlin skrbijo za opraševanje ter posledično za biotsko raznolikost in rodnost. V urbanih območjih se postavlja vse manj primernih mest za gnezdenje opraševalcev, s čimer se število koristnih žuželk tudi zmanjšuje. Hotel za žuželke, ki smo ga postavili v Trbovljah, je nadgradnja projekta vzpostavitve trboveljskih medovitih trat. Temu projektu smo se pridružili z namenom ohranjanja čebel in drugih opraševalcev. To so prizadevanja, ki se dogajajo tako v slovenskem prostoru, kot tudi širše v Evropi in v svetovnem prostoru. Namreč opraševalci so pomembni tako za biodiverziteto, kot tudi konec koncev za naš način življenja. Moramo se zavedati namreč, da približno tretjina hrane, ki jo imamo na naših krožnikih, je posledica opraševanja. Skratka, prvi del tega je bila vzpostavitev trboveljskih medovitih trat. To pomeni, da smo določili nekaj trat v mestu, ki jih nismo kosili v skladu redne košnje, ampak smo jih pustili, da so do konca odcvetele in s tem omogočali pašo za opraševalce. No, potem v poletnih mesecih pa je nastal tale naš hotel za žuželke. Jaz moram povedati, da smo zelo ponosni na ta projekt, ker je v celoti nastal v našem podjetju. To so bila prizadevanja naših sodelavk in sodelavcev, ki so z dobro voljo, samoiniciativnostjo so povsem sami načrtovali, sestavili in postavili ta žuželčnik. Vse materiale, ki so jih uporabili za izdelavo, so našli v naravnem okolju oziroma pri lokalnih kmetih. Mnogo od njih je prišlo pa tudi iz ponovne uporabe. No, tukaj je bilo treba upoštevati to, da so ti materiali naravni, da kar najbolj posnemajo življenjski prostor žuželk, se pravi, so uporabili les, slamo, opeko, storže, žagovino, trsje, bambusove palčke, skratka naravne materiale. Tukaj smo morali tudi upoštevati določena pravila, se pravi, da je bil žuželčnik zaradi zaščite pred drugimi živalmi dvignjen vsaj 1,5 do 2 metra od tal, da je bil zaščiten s kovinsko mrežo. Potem edina stvar, ki dejansko ni naravna, tukaj je streha, ki je iz ponovne uporabe, iz umetnega materiala, ampak to je zgolj za zaščito, vse ostalo je pa povsem naravno. Tukaj notri naš hotel ima tudi sobe, razdeljene namreč na 4 različne prekate, namenjeni so točno določeni vrsti žuželk, se posnemajo njihov naravni življenjski prostor. Tako je recimo za čebele samotarke in čmrlje je namenjen prekat naluknjenim lesom in opeko, saj te žuželke običajno bivajo v luknjah in razpokah v tleh. Potem za tenčičarice in metulje je namenjen prekat s lesenimi režami. En prekat ima storže in je namenjen pikapolonicam, potem je pa še zadnji prekat, je pa za strigalice, ta je pa s slamo in s keramičnim lončkom. Poletavci, poletni bralci je akcija, ki so jo pred več leti začele slovenske splošne knjižnice, željo vzpodbujati branje mladih tudi med počitnicami. Tako vas knjižnica Litija vabi, da se tudi letos pridružite temu projektu.
Med počitnicami 30 dni berite 30 minut na dan, to zapišite v svoj bralni seznam z zloženko, starši s podpisom potrdijo, da ste res brali, izpolnjen seznam pa ob koncu počitnic oddajte v knjižnici Litija in v Šmartnem. Naši poletni bralci berejo od junija do septembra. Opazili smo, da je zanimanje za branje kar intenzivno. Zgibanke so na voljo tako v knjižnicah kot na spletu. Zaključna prireditev bo z ulično predstavo spet del medgeneracijskega festivala v jeseni in sicer 18. septembra. Za sodelujoče pa ponovno pripravljamo nagradno žrebanje, prav vsi sodelujoči mladi bralci pa bodo prejeli tudi svojo bralno majčko. Majico poletavcev namreč. Za mlade uporabnike knjižnice, predvsem predšolske, smo pa več sezon doslej pripravljali poletne počitniške srede. Družili smo se ob prebiranju pravljic, imeli ustvarjalne delavnice in se igrali tudi z družabnimi igrami. V letošnjem poletju so se našemu povabilu odzvali vrtci, posebno šmarski, zelo intenzivno. Sprejemamo tako skupine otrok, ki poletje preživljajo v varstvu in skupaj z vzgojiteljicami in knjižničarke seveda poskrbimo, da je del počitniškega utripa tudi knjiga oziroma pravljica, ki sledi ustvarjanje. In tale gosenica je današnji izdelek. Ob zaključku Tačkovega festivala pa smo v avli občine Litija postavili del razstave ob natečaju. Ta razstava je bila na ogled do 15. julija, med njimi so tudi nagrajenci. Prav slednje vabimo, da se oglasijo pri nas v knjižnici in prevzamejo svoje nagrade. Smo pri koncu oddaje. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.